prvič sodelujem na takšnem dogodku. In to, kar sem slišal strani OECD-ja, je tisto, kar me je še utrdilo, da je politika pa sprememba delovanja sindikata pravilna. Namreč morate vedeti, da se sindikati smo do zdaj, kot veste sami, ko je bolj manj s kršitvami delavk in delavcev, ukvarjali smo se z kolektivnimi pogodbami in z zakoni, se pogajali. Nismo pa se ukvarjali, vsaj v zvezi s svojim sindikatom, ne toliko z izobraževanjem, za vse življenjsko učenje. In temu je primarno namenjen, to je tudi ta projekt za krepitev socialnega dialoga. Hkrati je namenjen tudi k temu, da bomo informirali zaposlene o njihovih pravicah, da jim bomo omogočili lažji dostop do informacij, to je kaj določajo kolektivne pogodbe in pa zakoni. Tisto, kar se mi zdi pomembno povedati, je to, da zakaj smo šli v ta projekt in zakaj smo se odločili za ta projekt. Mi smo se odločili samo zaradi priporočil OECD-ja, za katere jaz resnično upam, da bodo vsaj, kar se tiče vloge socialnih partnerjev, tudi predstavljeni na ekonomsko-socialnem svetu. Kajti sindikatov in delodajalcev nobeden ne vpraša, kaj pa mi želimo, kaj želijo naši člani, zaposleni, oziroma kaj želijo podjetja. To je eden izmed problema, ko govorimo o učinkovitosti izobraževanja in vseživljenjskega formalnega ali neformalnega učenja. Tisto, kar nas vse čaka, je prihodnost dela, je digitalizacija, ki za seboj prinaša nove oblike dela, kar pomeni, da bomo potrebovali, da bodo delavci potrebovali to je nova znanja, če bodo želeli ohranjati svoje zaposlitve, če bodo želeli biti učinkoviti. In s tem seveda tudi si zagotavljati socialno varnost. Zato je to eden izmed tistih glavnih razlogov, zakaj smo se odločili, to je, da bomo s tem projektom na ta način, kot bomo kasneje to je tudi predstavili. Ta način in sprememba v sindikalnem delovanju pomeni, da sindikat širi, vse v zvezi širimo svoje polje delovanja na vse življenjsko učenje. Želimo biti aktivni udeleženci, in bom rekel predvsem v smislu motivacije, motiviranja zaposlenih, na področju vseživljenjskega učenja, pridobivanja kompetenc, dodatnih znanj in podobno. Obstajajo ene raziskave, jaz vem, da ste z njimi sigurno seznanjeni, ampak te raziskave kažejo, da to, kar se danes učijo v šoli, bo popolnoma neuporabno, ko bodo šolo končali. To, kar se začne v osnovni šoli učiti in potem, ko konča za srednjo šolo ali bog ne daj, to je celo za fakulteto, bodo znanja, zaradi razvoja tehnologije, novih poslovnih modelov, novih načinov upravljanja dela popolnoma neuporabno. In iz tega razloga je še toliko bolj pomembno, da zraven svojega upravljanja dela, vlagamo tudi v vseživljenjsko učenje oziroma v nova znanja in kompetence. Ta zadeva je nekoliko lažje mogoče pri ljudeh, delavcih, ki imajo visoko ali pa višjo stopnjo strokovne izobrazbe, precej težje pa je to pri delavcih, ki imajo skončano srednjo šolo ali pa zgolj ali samo, bom rekel, osnovno šolo, pa še to velikokrat, bom rekel, ne niti končano osnovno šolo. In tukaj so problemi. Zato je cilj projekta, bom poskušal strniti v en stavek, ker mi je povedala, da moram biti kratek. Cilj projekta je krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja. Danes imamo kolektivne pogodbe v zasebnem sektorju, ki zelo malo se dotikajo področja vseživljenjskega učenja in pa dodatnega izobraževanja. Zelo malo. Kar pomeni, da se socialni partnerji nismo zavedali pomena vseživljenjskega učenja in pa kompetenc, ki so potrebne za to, ki bodo potrebne jutri, bom rekel. Mogoče še niso danes, bodo pa jutri, so pa že danes potrebne. In iz tega razloga, smo šli v ta projekt.
ker sindikati ne znamo izobraževati. To priznamo. Tudi imamo znanja, izkušenj, tako kot jih imajo izobraževalne stanove v Sloveniji, se moram zahvaliti eni gospe, ki danes nažalost zaradi zdravstvenega stanja, pa težav ne more biti med nami, to je gospe Maja Radinović. Z Majo sodelujemo že nekaj let, skozi različne projekte in jaz moram priznati, da mi je tudi sodelovanje z njo odprlo ena vrata o pomenu vseživljenjskega učenja. In tako smo se odločili, torej, da bomo na področju, v okviru projekta, odprli 4 ključna področja v samem projektu. Niso prioritete, ne bom jih naštel po prioriteti, po vrstne meji, da se razumem. Prvo področje je trg dela. Na področju trga dela imamo namen informirati zaposlene o pravicah iz dela, tako iz zakonske pravice, kot iz področja kolektivnih pogodb. V ta namen bomo naredili bazo kolektivnih pogodb, ki bo dosegljiva na spletu. To je e-baza vseh kolektivnih pogodb, tako na ravni dejavnosti in upam tudi na podjetniški ravni, skupaj na ravni posameznih podjetij. Takoj po tej fazi, ko bo narejena, to je e-baza kolektivnih pogodb, bomo pristopili k izdelavi mobilne aplikacije, kajti zadeva gre seveda naprej. Pametni telefoni so včasih preveč pametni, če smem tako reči. In bomo tudi probali in naredili, to je mobilna aplikacija, to je, ki bo informirala o tem. Ampak informirala bo o pravicah in informirala bo tudi o možnostih pridobivanja novih znanj in kompetenc. To je nekako predvideno v tisti zadnji in zaključni fazi projekta. Drugo področje je ekonomsko področje. Ugotavljamo namreč to je, da naše delavke in delavce najbolj zanima, kako ali je njihova plača pravilno izračunana. Zato smo se odločili, da bomo v samo izobraževanje, sam projekt vključili tudi to ekonomsko področje, predvsem to je iz področja, da kako izračunati plačo, kako se usklajujejo plače in podobno, te seveda tudi na področju plačne razdelje med moškimi in ženskami, prav tako želimo z dodatnim usposabljanjem, izobraževanjem, informiranjem zmanjšati to razliko. Kajti še vedno v Sloveniji obstaja razlika med plačilom za delo moškega in enakim plačilom za delo ženskega. Nažalost je temu še vedno tako, pravno formalno sicer ne, dejansko pa definitivno je. Varnost in zdravje pri delu je seveda pomembno tudi z vidika, ki smo ga slišali pred kosilom, to je z vidika izobraževanja starejših in priprave na upokojitev in kaj bodo delali, ko bodo upokojeni in tako naprej. Seveda je zelo pomembno to, ampak da lahko to je ljudje, so dejaki in da je zdravstvenih razlogov, ki so ovira, tako se sliša dohodno, za aktivnejšo udeležbo, to je v vseživljenjskem učenju starejših, ali v aktivnejši participaciji starejših, da je ta ovira čim manjša, potrebno vlagati tudi v varnost zdravja pri delu. Zato bo je del projekta tudi namenjen to informiranje na tem področju. In tisto, kar je srž projekta, tisto, kar je srce tega projekta, je vseživljenjsko učenje. Vseživljenjsko učenje in pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc. Zdaj, seveda se vprašanje postavi, kako bomo to dosegli. Jaz nisem, bom rekel, nekateri izmed vas poznali, nekateri poznate tudi mene, poskušam biti realist, vendar hkrati tudi optimist. Jaz se zavedam, da bodo na začetku težave pri tem, ko bomo poskušali, to je sistem vseživljenjskega učenja, pridobivanje temeljnih kompetenc in pa poklicnih kompetenc upeljati v praksi. Težave bodo dvojne. Prva in največja težava bo težava motivacije delavcev, zato da se za to odločijo. Zato mi je bilo, in jaz moram čestitati gospe Brigiti, še jaz prišel v fotografski krožek. Z veseljem v krožek, zato da lahko pripravim razstavo, pa bi bilo fajn, da je to 2-krat na teden. In ja, to je pravi pristop.
teme, ki sem jih videl na slajdu, so fantastične teme. So teme, ki mene kot moškega pritegnejo. Vendar bi želel da treba skupaj razmisliti tudi o temah in načinu, kako pritegniti in motivirati zaposlene. Zato, da se bodo dodatno izobraževali, da se bodo čutili potrebo za to, da dobijo nekaj novega. In to je izziv, ki je vsemi nami. Sindikati na tem področju nimamo izkušenj. Zato smo, bom rekel, se odločili, to je za oblikovanje 8 regijskih mrež, ki pokrivajo celotno Slovenijo in v katero, to verjetno že veste, nekateri izmed vas, so vključena tudi izobraževalna središča. Vsaka regijska mreža ima svoje izobraževalno središče in sindikalna organizacija, tudi osnovni sindikat Slovenije, je partner. Bile so težave in bodo težave na začetku, kajti to je za nas nova vloga, to morate razumeti. Vendar verjamem, da skupaj lahko premaknemo zadeva, kajti drugače bomo imeli čez 5 let težave na trgu dela. In to velike težave. Najmanjša težava bo plača. To bo najmanjša težava. Največja težava bo to, ker enostavno ne bo dela, ne bo ljudi za delo, ki se bo pojavilo z novimi poslovnimi modeli. In tukaj seveda priznamo, računamo na vas in to je regijske mreže, visijo središče, to sem prav povedal, in pa zveza morajo v tem kontekstu skupaj tudi sodelovati. Zato se bo v tem tednu tudi pripravil osnutek dogovora o medsebojnem sodelovanju in potem nadaljevali. Naša naloga sindikata je, da motivira zaposlene za to, da se od tega udeleževali. Naloga delodajalcev, pri nas je v projektu Partner Združenja delodajalcev Slovenije, pa bo da tudi podjetja prepoznajo potrebo po dodatnem usposabljanju in izobraževanju zaposlenih. To pomeni tudi strukturni premik za nas, in sicer strukturni premik v smeri, da zaposleni delavec ni samo strošek, ampak je hkrati, to je lahko tudi investicija. Kajti prepričani smo, da večji nabor znanj, to pomeni tudi lažje, boljše opravljanje dela. To je za posameznega delodajalca tudi učinkovitejše. In to je tisto, kar si želimo. In velikokrat slišimo, da zdaj bom pa malce zbodu svojega prijatelja, da strani delodajalske organizacije, da je trg dela pri nas tok. Je tok. Ampak je tok zaradi tega, ker je premalo znanja in usposobljenosti delavk in delavcev in strani delodajalcev pripravljenosti za to, da bi si pridobivali dodatna znanja in usposobljenosti. Zato je uspeh tega projekta, jaz verjamem v njegov uspeh, to je definitivno vpliva tudi na stanje trga dela v Sloveniji. S tem pomeni, da tudi izobraževalne ustanove postanete aktivni udeleženec trga dela. To ni več samo domena sindikatov, delodajalskih organizacij, socialnih partnerjev, ampak tudi izobraževalnih ustanov. Mi bomo seveda promovirali vseživljenjsko učenje. Tega se zavedam, to moramo narediti. Poskušali bomo odpirati vrata tudi pri delodajalcih in verjamem, da jih bomo. Naša naloga bo tudi predvsem, to je v kolektivnih pogodbah, in tukaj računam na pomoč delodajalcev, v kolektivnih pogodbah urediti zadevo tako, da neko dodatno usposabljanje, izobraževanje ne bo dodatno breme za delavca ali pa pomenuje za njegove nek dodatni strošek. Namreč, da bodo tudi delodajalci razumeli, to je, da je usposabljanje, vseživljenjsko učenje sestavni del delovnega procesa in da bodo tudi del tega stroška nosili sami kot investicijo. Država lahko tukaj naredi precej zlasti na področju davčne politike, če gre v smer recimo olajšav ali karkoli podobnega. Jaz vam sicer so mi pripravili, veste, še tukaj precej teh slajdov in tako naprej, ampak ena zadeva je, ki mislim, da je pomembna. V okviru projekta, ki sem že omenil, vseživljenjsko učenje, omenil sem bazo kolektivnih pogodb, omenil sem aplikacije, nisem pa omenil e-učenje.
In to je tudi ena izmed metod, ki je predvidena, to je v okviru tega projekta. Lahko povem to je, da eno e-delavnico smo že izvedli in sicer na področju, na temo organizacije dela, udeležencev je bilo več kot 120. Zato težimo k temu, to je, da tudi z novimi metodami učenja, ki lahko na eni strani, ki ne posegajo preveč v prosti čas delavca in delavk. To je, da jih poskušamo tudi na ta način, bom rekel, to je dodatno usposobiti. Kajti internet imajo večinoma že vsi. Pametne telefone tudi uporabljajo vsi, jaz verjamem, da niti 10% tega ne, kaj bi lahko. Vendar to ne pomeni, to je, da otrok ne ve več. Ne? A veste, jaz poznam enega delavca, ki sem rekel, gledaj, bom po mailu poslal en dokument. Rekel, veš kaj, daj mi pošli, ne samo jaz sem na moju. Pa rekel, pa počakaj, da pride moj sin. Sin, koliko imaš pa starega sina? Rekel, 4 leta. In to je res. Koliko na srce, otroci danes vejo več, veliko krat več kot pa odrasli. Kaj se tiče teh novitet, interneta, nekaj aplikacij in podobnih zadev. Zato bomo znotraj e-učilnice. V zvezi smo že spostavili e-učilnico, to je v okviru enega prejšnjega projekta. Hkrati, bodo te e-učilnice potekale v sodelovanju z vami. V letošnjem letu sta predvideni že 2 temi, pa še dodatno te 2 e-učilnici. Ena je, mislim, da pozabil teme. Ne piše mi, ampak kakorkoli, ste pa vi izvajalci. 2 osebe od vas sta izvajalke. To vem in se pravičujem, sem pozabil teme, zato ker je glava polna, po domače. Vendar in to je tisto, kar želimo. Zraven tega bodo, to je te e-učilnice. E-učilnice bodo različne teme. Recimo pa podajajo temo na trgu dela, varovanju in ohranjanju zdravja, osnovam digitalne pismenosti in pa tehnologije, ter osnove komuniciranja na delovnem mestu. Veliko konfliktov namreč ugotavljamo prihaja, to je zato, ker se ljudje ne znajo medsebojno pogovarjati ali pa veliko krat to je tudi poslušati. Zdaj, to je projekt, to je želja, niti 20% tega, kar bo v projektu, ni bilo ni časa predstaviti. Jaz upam pa eno stvar. Jaz prvi sodelujem na letnem posvetu o izobraževanju starejših odraslih. Jaz upam, da ne zadnjič. Bi si pa želel, da bi čez 2 leti, in to mi je žal, da v projektu nisem predvidel, naredil letni posvet o izobraževanju delavcev. Kajti to je specifika. In jaz si želim, da bi našli, tako kot sem prej slišal, kako motivirati starejše moške, zato da se bodo udeleževali, to je dodatnih izobraževanj, da bi skupaj našli, to je tudi kako motivirati delavke in delavce, da bodo motivirani pridobivati nove znanja in nove kompetence. Samo na ta način bo namreč trg dela v Sloveniji lahko funkcioniral v prihodnosti. Klasična zaposlitev mineva. Če še malce bolj direkten, v naslednjih 15 letih bo približno 5 milijonov delovnih mest izginilo v Evropi. Izginilo. Ne delavcev, delovnih mest. In prišla bodo seveda nova. In za ta nova bodo potrebne znanje in pa kompetence. In tisto, kar bi si želeli, da zvezi svojih sindikatov Slovenije, je to, da s tem projektom pri naših članih, pri delavkah in delavcih vzbudimo zavest, da je usposabljanje, dodatno usposabljanje in pa izobraževanje, predvsem pri tistih, ki imajo srednjo šolo ali pa še manj, da je sestavni del njihovega življenja. Ker danes temu ni tako. Nažalost. To je časi, ko si začel in končal službo pri enem delodajalcu, so minili. Do penzije nisi več pri enem delodajalcu in ne rečem, da to narobe, prav je tako. Vendar zaradi načina sprememb v sistemu upravljanja dela, to je treba narediti neki korak naprej. Na koncu še enkrat najlepša hvala vsem vam,
tudi bom rekel vsem središčem, ki ste pripravljeni sodelovati v tem projektu. Obljubljam vam težave, kajti mi se tega ne znamo iti. Obljubljam vam pa, da smo pripravljeni in zagotavljam vam to. Obljubljam vam, da je to prvi korak k temu, da bomo skupaj na področju trga dela lahko naredili nek korak naprej in tudi pri delavkah in delavcih spodili, da se številke, ki ste prej bili, spremenijo. Predstavnike OECD-a pa resnično prosim, da potrebo po socialnem dialogu tudi na področju vseživljenjskega učenja prenesejo tudi k našim vladam. Kajti to zaenkrat ni socialni dialog, znotraj ekonomsko-socialnega sveta temu ni bilo tako. In roko na srce s tem projektom na silo vstopamo vse v svobodni sindikati v sistem pridobivanja kompetenc, tako temeljnih kot tudi poklicnih. Še enkrat se opravičujem za neljub dogodek, ki se mi je pripetil. Pridobil sem magisterij z področja potrpežljivosti. Zahvaljujem se gospe Zdenki za vso razumevanje, ki mi ga je naklona tudi pri spremembi dneva, kajti včeraj, mogel biti najprej včeraj, pa sem včeraj v Beogradu, pa sem danes tukaj. In še enkrat hvala vam vsem in upam, da bomo čez leto dni lahko, pa čez leto pa pol, ugotovili prve pozitivne premike na tem segmentu. Želim si to in to si želijo tudi naši delavci. Kajti drugače bomo imeli vsi skupaj socialni partnerji velike težave na področju trga dela. Še enkrat hvala.